Cenjeni gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli pri ogledu redne mesečne oddaje Prebudimo srce in pomagajmo. Nocoj smo v studio povabili 3 goste, med njimi je z nami docent dr. Uroš Kovačič, predsednik strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije in tudi naš internist v Splošni bolnišnici Novo mesto. Dobrodošli. Hvala, dobro večer. Gospa Barbara Ozimek, sekretarka območnega združenja Rdečega križa, tudi vam lep pozdrav. Dober dan. In gospod Rok Kovšca, vodja ekipe prve pomoči pri območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. Pozdravljeni. Pravilno? Tako je. Ja, torej vsem trem še iskrena dobrodošlica. Nosilna tema našega današnjega pogovora pa bo prva pomoč. Na splošno in malo manj splošno. Zato bi za začetek prosil vas, gospod dr. Kovačič, za ta termin prva pomoč. Kaj v bistvu zajema? Ta termin zajema pomoč poškodovanemu ali nenadno obolelemu. To je prva stvar. Druga stvar, kje to nudimo. To prvo pomoč nudimo na samem kraju nesreče ali pač tega dogodka, nenadne bolezni, poslabšanja stanja. S čim ukrepamo? Gre za preproste pripomočke, ne gre za neke visoko sofisticirane aparature, pogosto tudi improvizirane. In zadnja stvar, kdo to nudi. Namreč pogosto to predvsem najpogosteje nudijo laiki, pa seveda tudi strokovna javnost, strokovnjaki, se lahko znajdemo recimo v taki situaciji. Tako da se v bistvu te ukrepi malo ločijo, ali gre za laike ali za strokovnjake. Gre pa verjetno za to, da ujamemo čas med dogodkom in med strokovnim prihodom. Tako, z službami nujne medicinske pomoči, ki že imajo več aparatur. Samo na samem kraju se pa znajdemo lahko laiki, strokovnjaki in se tudi tukaj malo razlikuje. Pa tudi pri laikih gre za razlike. Ali gre tukaj za laike, ki so brez znanja, brez tečajev, potem tiste z kakšnimi osnovnimi tečaji, recimo voznike motornih vozil, ali pa recimo za bolničarje, kot imamo tukaj Roka med nami, ki imajo daljše usposabljanje, več znanja, več treningov in lahko od njih več pričakujemo. Gospa Barbara Ozimek, Rdeči križ ima zagotovo pomembno vlogo prav pri vzgoji, lahko bi rekli, enega dela prebivalstva, ne kar vseh. Gre za na eni strani za voznike osebnih vozil, če prav razumem, in po drugi strani za vzgojo ekip prve medicinske pomoči, ki so še kako potrebni pri različnih, predvsem ujmah, večjih nesrečah in podobno. Ja, Rdeči križ Slovenije po zakonu o Rdečem križu ima podeljeno v bistvu javno pooblastilo, da izvaja tečaje in izpite iz prve pomoči. Ti so pa seveda predpisani na različnih področjih. Najbolj znano je seveda za bodoče voznike motornih vozil, to je 10-urni tečaj, ki ga vsak opravlja v bistvu enkrat. Tečaj niti ni nujen, lahko dela vsak tudi samo izpit. In ta tečaj oziroma izpit je neomejen, to se pravi, da traja večno. Druga stvar je, da v gospodarskih družbah oziroma med zaposlenimi mora biti v vsaki delovni enoti vsaj eden usposobljen za nudenje prve pomoči. To pa pomeni, da mora vsake 5 let obnavljati svoje znanje iz prve pomoči in ravno tako te tečaje in izpite vodi Rdeči križ. Potem so tukaj ti 70-urni tečaji za bolničarje, ki so v bistvu predpisani za po eni strani prostovoljce, po drugi strani pa tudi za pripadnike
civilne zaščite. Civilna zaščita pa je organizirana preko občin. Na vsakih 1000 občanov mora biti usposobljena vsaj ena ekipa za prvo pomoč, in sicer za posredovanje v naravnih nesrečah. Poleg tega pa tudi v večjih delovnih organizacijah, kjer imajo zaposlenih več kot 500, na vsakih 500 delavcev mora biti organizirana taka ekipa. Torej tudi za primere nesreč, ki se dogajajo v naravnih nesreč ali pa v delovnem procesu večjih nesreč, kjer je več udeleženih, seveda ponesrečenih delavcev. Treba je povedati, da na Rdečem križu imamo zato zunanje sodelavce, ki so predavatelji in praktiki prve pomoči, gre za zdravnike in zdravstvene tehnike, zdravstvenike tudi, in za njih v bistvu Rdeči križ skrbi na ta način, da zagotavljamo njihovo znanje, pridobivajo licenco in seveda to svojo licenco tudi obnavljajo. Tako da v bistvu zadnje čase, zadnja leta se Rdeči križ zelo, zelo trudi, da nivo prve pomoči v bistvu raste in da tudi kvaliteta naših tečajev seveda je zagotovljena na nekem istem nivoju po celi Sloveniji, kar se nam zdi zelo v redu, da v bistvu je to res nekako podeljeno Rdečemu križu, da lahko v bistvu skrbimo za nek nivo, isti standardi znanja po celi Sloveniji. Zanimivo, ne? Temu bi rekli, to je ta tako imenovani zakonodajni nivo, ki ga mora družba izpolnjevati do človeka in človek do svojega okolja, kjer sodeluje. Pa vendar, prvo pomoč le ne jemljemo tako zlahka, saj je recimo 11. september je svetovni dan posvečen prvi pomoči. Kaj menite, gospod doktor Kovačič, zakaj je ta poudarek tako nujno potreben? Kaj v bistvu spreminja znanje iz prve pomoči? To znanje odloča o življenju ali smrti pogosto. Recimo nekaj podatkov z pravočasnim ukrepom lahko mi podvojimo celo ali pa vsaj nekje za 50% povečamo delež preživelih, recimo po nenadnem srčnem zastoju. To so take ocene, seveda različno od študij, tudi od vrst srčnega zastoja. Tako da je to tak ukrep pač dejansko pač pozitiven, pač ima nek efekt, zaradi tega to toliko promoviramo. To je osnovni cilj. Seveda pa ne gre vedno za preživetje, osnovna stvar, ki jo s tem je, ki jo s temi ukrepi dosežemo, je, da preprečujemo poslabšanje zdravstvenega stanja. Tako da to je naslednji cilj in kot tretji cilj prve pomoči, pač, ki ga izpostavljamo, je vedno ta klic reševalne službe, ta klic 112. To je tisto najbolj osnovno, najbolj nujno, na katerih v bistvu podatkih ti ukrepi slonijo. Res pa je, da se v bistvu te pristopi prve pomoči v zadnjih letih, bi rekel, v zadnjih 50 letih so precej sprememb doživeli, čemur botruje predvsem razvoj, znanost, bi rekel, ta pristop k raziskovanju, ki se tudi v prvi pomoči pač zelo uveljavlja. Če pač spet recimo gremo iz tistih dogmatičnih, empiričnih, izkustvenih znanj, ki so izvirale predvsem iz bojišč, recimo tam iz pač 18. 19. stoletja, pa kasneje prva, druga svetovna vojna. V zadnjih 50 letih dejansko to napreduje z razvojem znanosti. To se predvsem recimo pozna na temeljnih postopkih oživljanja. Te so se nekje začeli v 50. 60. letih z poudarjanjem, ker so to reanimatologi predvsem vodili poudarjanjem umetnega dihanja. Danes je vse več pač podatkov znanj, da je pomembna masaža srca, recimo. To je velika sprememba in druga velika sprememba v zadnjih nekje 15 letih, ki se pa k sreči, moram reči, tudi v Sloveniji zadnjih nekje
10-8 let, predvsem je pač poudarek na zgodnji defibrilaciji, to se pravi elektrošoku, če povemo tako po domače, da bo gledalcem bolj razumljivo, jasno. Ve se, da so pač te srčni zastoji, ki so posledica določenih motenj srčnega ritma, da imajo še toliko boljše preživetje, če smo zgodaj prisotni z defibrilacijo. In to v bistvu v te tečaje, ki jih Rdeči križ nudi, ki so pravzaprav obvezni, saj izpit, že imamo zdaj nekje 7-8 let uporabo avtomatskih defibrilatorjev. Tako da vsak se more s tem seznaniti in to znanje pokazati na izpitu, če se že ne udeleži tečaja. Zanimiv je podatek oziroma pravzaprav vsebina, da na Rdečem križu medtem, ko mladi opravljajo vozniški izpit, je potreben tudi izpit iz prve pomoči. Ampak v oči bode, dejstvo ne, kot ste dejali, gospod Barbara, enkrat pa za večno. Gospod Kovačič, vi ste predavatelj, kakšno mnenje imate o tem? To nekaj ne gre skupaj. Omenili ste razvoj medicine, pa tudi prve pomoči zagotovo. Tu je neka vrzel, vsaj po mojem osebnem mnenju. Tudi po mojem, sem žal najino mnenje ni dovolj. Zanimivo je pa, da se s tem najinim mnenjem strinjajo v bistvu tudi splošna populacija, ljudje. Namreč v eni taki nedavni študiji, ki smo jo delali v našem okolju, se je pokazalo, da pravzaprav vsi ljudje, vozniki, da se zavedajo v bistvu, kako njihovo znanje pa zanesljivost glede nekega vedenja ukrepov prve pomoči pada z leti. Tam nekje že samo oceno svoje zanesljivosti precej statistično značilno znižajo po 3. letu, ki mine od tečaja prve pomoči, od tega izpita, in v bistvu dajo v največji meri krivdo podajo sami sebi. Menijo, da so sami krivi, nekje v 50% ljudi meni, da so sami krivi, ker se dodatno ne izobražujejo. Kar pomemben delež, slaba tretjina, okrog 30%, pa kaže s prstom na državo, ki zakonsko ne ureja obnavljanje znanja, kar je tudi presenetljiv podatek. Sam menim, da pač neke zakonske osnove za obnavljanje znanja, neke obvezne tečaje, da tukaj vprašanje, če bomo uspešni, da je pa predvsem treba delati na zavesti ljudi o pomenu prve pomoči. Tako kot delamo na zavesti ljudi o pomenu odnosa do okolja, pač od vrtca naprej, tako moramo tudi s prvo pomočjo pač poudariti tisto, kar smo malo prej povedali, kaj dosežemo s pravilnimi ukrepi in da znanje peša. Znanstveno dokazano je, da v bistvu v nekaj mesecih znanje, ki ga pridobimo na tečajih, precej opade in je v bistvu priporočajo pravzaprav za neko vzdrževanje kontinuitete nekje vsaj na vsako leto na kratko obnoviti znanje. No, te sreče verjetno vsaj zaenkrat, ko ste rekli, dokler ne bomo našo zavest do odnosa, do prve pomoči sočloveku, pa tudi sebi, ne nazadnje, tako dvignili, da bomo res uporabili možnosti, ki jih nudite na Rdečem križu, torej za obnavljanje znanja prve pomoči. Če se ne motim, vodite pri vas kakšno statistiko o tem znanju oziroma tudi o podajanju znanja prve pomoči voznikom? Vemo, da je največkrat jo potrebujemo prav na cestah, tako ali drugače. Mi vodimo statistiko, v bistvu, kakšna je uspešnost na izpitih iz prve pomoči. Tako da tista prva je v bistvu 25% udeležencev ne naredi prvič izpita. Kaj to kaže? To pomeni, da nekateri pač resno ne vzamejo in odgovorno pač odnosa do tega znanja, kar pa seveda se z leti v bistvu zelo v bistvu tudi kvaliteta
teh naših tečajev in izpitov veča, ker konec koncev smo v zadnjem času predpisali ene osnove, kaj je tisto, kar v bistvu res mora vsak poznati, da naredi ta izpit. Tako da te osnove so temeljni postopki oživljanja in seveda ukrepi prve pomoči, ki so najnujnejši za to, da pač res v bistvu rešiš življenje, ki je v bistvu naša največja vrednota. To bo, izvolite, gospod doktor. Bi še mogoče nekaj dodali pri tem obnavljanju, še nekaj podatkov, ki so zelo zanimivi. Ponudili smo pač teoretično možnost obnovitve znanja populaciji, ki smo jo spraševali anketirancev. To je bilo tam preko 1000 anketirancev in za obnovitev, da bi pač recimo se udeležili takega tečaja, si izreklo pač preko 80% anketirancev. Je to dobro? To je dobro, njihova pač želja za to. Celo naplačljive tečaje bi se udeležili, če bi jim ponudili. No, potem smo pa to dejansko izvedeli. Poslali smo pač vabilo na brezplačni tečaj po različnih regijah v Sloveniji in odziv je bil manj kot 3%. Kje je vzrok? Kaj se dogaja? Se pravim, pač tukaj je osnovni problem zavest. Tega zavedanja ni, ki ga moramo, po mojem, pač ugraditi od osnovne šole, vrtca naprej. To sem vas želel vprašati, ja. In potem tudi naprej poudarjati, ves čas ponujati te možnosti, poudarjati pomene nekega samoizobraževanja. Danes pač imamo možnost pač interneta, je pa predvsem se želimo tudi mi v RKS-u splošno približati osnovnim šolam. Teh vsebin danes pač ni v šolah, v osnovni in srednji šoli in to je en tak cilj, ki bi ga malo radi. Je to manjkajoči člen od malih nog pri vzgojiti? Včasih je bilo to se še jaz tudi spomnim, smo imeli v šolah, v osnovni šoli to nekaj ur rezervirano, to cel razred, zdaj tega več ni in to je velik manjko in na nek način se skušamo temu približati. Čeprav Rdeči križ, kot vem, spodbuja to znanje na osnovnih šolah in nekatere šole celo odlično tekmujejo na tekmovanjih prve pomoči, o čemer bova tudi govorila z našim gostom. Morda še eno vprašanje, ampak to velja za oba. Kakšne imate praktične izkušnje o tem, koliko smo dejansko ali znamo pomagati svojim znanjem prve medicinske pomoči na kraju samem? Kakšne so kaj izkušnje? Gospod doktor, vi ste kot internist verjetno velikokrat prisotni v bolnišnici, seveda kakšen pride, no pravzaprav tam pridejo že zreševalci, že oskrbljeni več ali manj, ampak kot predavatelj, kot poznavalec tega področja, kaj pravite? Pozitivno, pač moje gledanje na to je pozitivno. Pač vsak ukrep je dobrodošel. Predvsem je pomembno, da je pristop, to se pravi akcija, in da je ta pristop varen. To je druga stvar, ki jo zelo poudarjamo, varnost. In zdaj naslednja stvar je pa, naslednja pomembna točka je pa, da je dovolj hiter. Vendar tukaj ne govorimo o sekundah, ampak minutah. To se pravi, imamo nekaj časa, da se umirimo, da pogledamo situacijo, razmislimo, kaj se je zgodilo, malo analiziramo pač pravzaprav ta scenarij in potem ukrepamo. Če nič drugega, kličemo 112 in pač damo informacije, ki so potrebne, se znamo pač pogovarjati z reševalci na drugi strani, ki nas konkretno sprašujejo. To je prva stvar. Zdaj, druga stvar je pa, kolikokrat se to zgodi, v kakšnem deležu pride do tega ukrepa. Zdaj, recimo, eni taki podatki, že nekaj let stari, ki jih je dr. Ploj pred leti izbral, je, da pač se recimo nekje 5-6 srčnih zastojev zgodi na dan v Sloveniji in da večina teh dogodkov je v domačem okolju in da približno 90% pravzaprav teh primerov je v situaciji, ko je zraven nek očividec. Vendar samo 20% od teh očividcev ukrepa. Ali lahko govoriva o prisotnem strahu? Ja,
tukaj sta dve stvari. Ena je bojazen, da ne bi naredili kaj narobe. To je prva stvar, ki jo navajajo ljudje, ki jih sprašujemo, pač statistika to govori, slovenska. To je prva stvar in potem pomankanje znanja. Ne. Te dve sta povezani, zdaj tista prva, bojim se, da ne bi naredil kaj narobe, je povezana s sodobno družbo, s temi pravnimi zadevami, strahom, da pač ne bi bil tožen in tako naprej, kar je povsem odveč. Ne. Torej, pomagati v vsakem slučaju. Pomagati po svojem znanju in če nič drugega je pač to, so tiste osnovne stvari, klic 112, pač in tiste malenkosti, ki se jih na teh tečajih naučimo. Ne. Bolje nekaj kot nič, ne? Absolutno. Gospod Kovšca, vi vodite ekipo prve pomoči pri območnem združenju Rdečega križa. Nekaj izkušenj že imate, pa vendar bi nam, ker nas čas podiže k temu, da hitro tudi pri nas ukrepamo v studiu, malo opišete vašo ekipo prve pomoči. Ja, ekipa sestavlja 6 članov. Naša ekipa je sestavljena iz 3 punc, 3 fantov, mešana ekipa. Eden je vodja, eden je skrbnik za varnost, vsaj so člani ekipe. Ko se pristopi na samo delovišče oziroma na nesrečo, se pač razdeli naloge in potem vodja koordinira vse skupaj, da stvar poteka in da se potem preda reševalcem, nesrečencem. Kako ocenjujete vaše znanje in pa tudi vaše delo? Kje ste bili na kakšni vroči akciji? Je tako, naša glavna je tekmovanje, so naša glavna nekak s tem vzdržujete akcija, znanje. Tako je tista naša glavna zadeva. Potem smo bili 2krat še na državnih vajah, prvi je gor na avtocesti, letos pa pomladi in še zdaj v jeseni, pa še na Puščavi državna vaja, ki je bilo več množičnih nesreč. Pač dajali smo support reševalcem, pomagali neponesrečenim, pač udeležencem v nesreči, pa lažje poškodovance smo pač oskrbeli na samem kraju in jih predali reševalcem. So te vaje in tekmovanja, ki jih izvajate, lahko dobra osnova za recimo resnični dogodek? Vemo zdaj poplave in te vremenske neprilike nas kar ogrožajo zadnje čase. Je vaša ekipa pripravljena in dejansko zmožna ukrepati v dejanskih nesrečah? Tekmovanje in same vaje nas pripravlja na ta pritisk, na samo neenakost takih vaj, samih vsakih zadev. Ja, jaz mislim, da so pripravljeni zdaj po svojih najboljših močeh pomagati. Jaz mislim, da vsako stvar, ki bomo naredili, bo nekaj pač zboljšala, mogoče procent, da človek preživi. Sigurno pa kot laiki pač imamo svoje nek nivo nudene pomoči, tako da ti svoj nivo opravljamo. S tekmovanji pa z temi vajami pač držimo ta nivo, z vajami, ki jih pač delamo letno kar dost, pač ta nivo vsaki tako tudi dvigujemo, da je pač na čim višjem nivoju, pa da tudi ne pozajemo teh osnovnih zadev. Mislim, da vas je potrebno tudi pohvaliti. Na zadnjem državnem prvenstvu ste Dolenjci dosegli 3. mesto. Je to tisto zadovoljstvo, ki ga imate naspram tega, koliko se morate seveda tudi strokovno usposabljati? Sigurno. To prva stvar je, da je neka zadovoljstvo za nas, samo ekipo, potem pa tudi nekako zahvala, pa tudi nekako doseže tudi za Rdeči križ, ki nam pač ponuja šanso, da pač lahko se udeležujemo tekmovanj, pa tudi mentorjem, ki nas usposabljajo, pa tudi družinam, ki nas pač zdaj ni bilo doma zaradi vaj, vikende, pa to, da se nekako zadovoljstvo, da pač nekaj pa smo ne dosegli, pa da imamo znanje tudi če ni drugače domačim pomaga, če karkoli pride. Ne. Samo čestitka, ne, gospa Barbara. Zdaj, čisto na koncu smo oddaje, pa tako kot vedno, besedo dve o vaših dveh, če se ne motim, akcijah, ki potekajo. Kje ste? Ja. Prva akcija, dobrodelna, v bistvu smo prišli do tega, da smo zbrali zadost sredstev za to, da v bistvu prav v teh dneh začenjamo za obnovo hiše na Cerovcu.
kot sem rekla, družini samohranilski z 4 otroci. Otroci so sedaj v zavodu, ker pač je doma res so nemogoče razmere, tako da začenjamo z obnovo hiše in mislimo, da bomo v parih mesecih s tem tudi zaključili in jim seveda omogočili boljše življenje in boljše pogoje in tako, da se bodo nekako združili, spet družina in skupaj zaživeli. Druga naša akcija se je pa ravno kar v bistvu začela. V septembrskih poplavah je družina Gričar iz Štravberka izgubila streho nad glavo, zemeljski plaz jim je zasul hišo, tako da bodo v bistvu zbiramo sredstva za njihov novi dom. Gre za to, da smo do sedaj zbrali že tam okrog 15-17 tisoč evrov sredstev in sicer od donatorjev, poleg tega smo pa v nedeljo uspešno organizirali humanitarni koncert skupaj z Gašperjem Riflom, ki je povabil veliko glasbenikov in na ta način smo zbrali kar nekaj dodatnih sredstev. Naš cilj je, da seveda, ker se leto bliža koncu, da povabimo čim več donatorjev, da tudi namesto novoletnih daril namenijo sredstva za družino Gričar in zato, da jim bomo omogočili skupaj v bistvu življenje v novi hiši in da res dobijo streho nad glavo, ki jo sedaj nimajo. Na koncu bi lahko rekli, konec dober, vse dobro. Lepa hvala za vaše sodelovanje pri današnjem pogovoru. Vam, cenjeni gledalke in gledalci, pa seveda hvala lepa, če ste nas spremljali. In iz srca vsi tukaj danes prisotni želimo, da bi bilo čim manj nesreč, če pa že, pa da takrat ukrepate in pomagate. Lepa hvala, če ste bili z nami in še naprej vam želimo prijetno spremljanje programa televizije Vaš kanal.